Lastniki vzorcev matičnih celic bodo morali zdaj sami plačati dobavo tekočega dušika za vzdrževanje teh človeških tkiv. Podjetje Gajasel, ki jih hrani, je namreč zagrozilo, da dobave s 15. junijem ne bo več plačevalo. Kljub dobavi dušika, ki naj bi jo starši zagotovili od Istrabenza, sicer še naprej ostaja tveganje, da bodo vzorci po ponedeljku uničeni. Zakaj? Danica Jovanovič. Potem, ko je podjetje Gajasel večkrat zagrozilo, da bo prekinilo dobavo dušika, ki je ključen za oskrbo okoli 3000 vzorcev matičnih celic. Danes smo pa v situaciji, ko je do teh groženj oziroma uresničitve teh groženj že prišlo. Pogodba o dobavi tekočega dušika je že bila odpovedana. Iztekla naj bi se 15.6. So imeli čas, pozivali so proti nam, mi smo skrbeli, zdaj se je prišlo, se je izteklo, mi smo pogodbo prekinili. Lastniki celic, torej večinoma starši, so zato sprejeli odločitev, da bodo kratkoročno založili stroške za dobavo tekočega dušika, pojasnjujejo v odvetniški pisarni, kjer zastopajo okoli 500 družin. To se pravi za nek kratek čas, to se pravi enega tedna, 10 dni, da ustrezni organi lahko reagirajo, da je lahko ustrezno stališče sprejme tako vlada RS kot tudi AZMP. Ne gre samo za plin, gre za vzdrževanje, tudi elektriko je treba plačati. 1300 imam zdaj opomin, pa še 1500 za nazaj. Ne poravna stroške, ni nobena ovira, ampak tem stroškom se aktivno izogibajo že več kot leto in pol. In ta aranžma ad hoc ni nobeno gašenje požara, ker je neresna. To je neresna ponudba, kar se nas tiče. Nadaljnjo hrambo bodo v podjetju zato zagotovili samo tistim, ki bodo za hrambo svojih vzorcev tudi plačali.